Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. Literarni dopoldan s pisateljico Majdo Eržen Novak in ilustratorko Hano Nekrep. Skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica. Podpis ekolistine Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Okrogla miza gibanja Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober. Predavanje Rojstvo ameriškega organiziranega kriminala. V plezalnem centru predaval vrhunski alpinist Luka Krajnc. Nogometaši Bistrice remizirali s Primorjem. 21. bistriški tek. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so preteklo sredo gostili literarni dopoldan s pisateljico Majdo Eržen Novak in ilustratorko Hano Nekrep. Majda Eržen Novak je muzikologinja, ki se v zadnjem času posveča otroški literaturi. Hana Nekrep pa je mlada umetnica s Pragerskega, ki na svojih ilustracijah najraje uporablja slovensko nesnovno kulturno dediščino in naravo v obliki nežne ljubke slike. Avtorici sta v knjižnici otrokom predstavili svojo knjigo Dogodivščine lisičke Viktorije. Zakaj pišem pravljice, me je vprašala gospa. Jaz jih pišem zato, od nekdaj berem pravljice. Že takoj, ko sem znala brati sama, sem brala pravljice, prej sta mi pa ati pa mami zvečer navadno, da sem lažje zaspala, prebrala pravljico. Navadno zato, da sem se umirila, da sem pozabila, kaj je bilo slabega čez dan, da sem se spomnila same lepe stvari in pol je bila kakšna lepa pravljica na vrsti in pol sem lažje zaspala. Tudi za vas mislim, da je fino, toliko nekih problemov imamo včasih, a ne da, včasih kaj se vem, ali kdo zboli, ali sem po svetu, veste, da se tudi marsikaj hudega dogaja, to tudi vemo, ne, vsi otroci zvečer ne morejo iti spat v posteljice, tako kot vi lepo lahko greste, ker so pač živijo v takem strašnem času, da tudi pač nimajo svojega miru. Potem še kaj drugega se dogaja, kakšni hudobni ljudje nam nagajajo in takrat vam povem, je najlepše, da se zatopite v kako pravljico. Katerokoli vzamete, vam bo polepšala srce pa dušo. Ne? In tudi jaz vedno rajši berem pravljice zato, da preberem, pol pa je tisto hudega že mimo, pa je svet že spet lep. Ne? Zato pišem pravljice, zato sem se tudi s Hano spoznala, kar kmalu smo se ujele, da smo pravljičarke, ona riše krasne slikice, jaz sem jo spoznala tako, da sem gledala, ker od nekdaj rada pišem pravljice, kdo bi pa moji Viktoriji, pa mojim drugim likom narisal slikice take, da bi bile meni všeč, da bi jaz točno vedela, aha, to je lisička, to je sova, to je sinička, to je rožica, da bi bila res tiste stare slikice, ko ne ugibam, kaj je, zdaj malo kritiziram neke moderne knjigice, ko mi včasih niso všeč, kakšni ilustratorji, sploh ne vem, kaj je, ali pa na televiziji, ko gledate risanke. Ene risanke so super, ene so pa grozne. Zdravo, Mici, je Viktorija sitno lisičnila proti veverici Mici. Nismo še pri polbetu, prej še srečala veveričko. Veverica je šla na živce, ker se je res vedno nekaj pritoževala, čez da so ji bodi si kradli orehe, bodi si jo je mučila revma. Včasih jo je motilo, da je pihal močan jugo. Neprestano je bilo nekaj narobe. Danes se lisički ni ljubilo poslušati njenega jamranja, svojo energijo je morala varčevati, saj jo bo potrebovalo za tekmovanje. Ker kot veste, bo danes športno tekmovanje vseh živali in vsi radi zmagamo. Se vidiva kasneje, če boš prišla, sicer se ti ne splača, ker bom tako ali tako jaz zmagala v vseh disciplinah. Raje ostani kar doma, je še utegnila biti nekoliko zoprna Viktorija in že je stopicala še hitreje po gozdni poti. Bila je malce prehitra in nepazljiva in se je skoraj zaletela v volka Poldija, ki je pred svojo kavarno brisal mize. Volk Poldi ima tako lepo pisano kavarno, tamle jo vidite, rumena je in polna slastnih stvari, kakor je povedala pisateljica, vsega mogočega. Kaj pa imate vi radi iz kavarne? Pico. Pico? Jaz pa rogljiče. Ja, tudi
No, in prav tako ima lisička Viktorija najrajši rogljiček. Jaz bi pa zbrala sladoled. Pazi, kje hodiš, je zarenčal Poldi. Pri tem je pokazal zobe in še nekoliko zaškilil z očmi, da je lisičko kar oblil mrzel pot. Volka so se vsi bali, ker je bil zelo nevaren, nikoli ni bil preveč prijazen, a brez njega si gozdne kavarne niso mogli niti predstavljati. Saj prav on prodajal bogato zalogo jedače in pijače in skoraj vse, kar si je kdo zaželel. Od kozjih, kravjih, ovčjih, mlečnih izdelkov, pa vse do različnega peciva in salamic. Le kje je vse to dobil, pa pustimo tudi to raje ob strani. Rada bi kavo, smetano iz ovčjega mleka, sladoled z jagodami in rogljiček, prosim. Veš, moram se dobro podpreti, da bom popoldne pri močeh za tek. Prideš tudi ti, Poldi, je čebljala lisička, nemerneč se zaškila s pogled in tiho renčanje. Volki seveda ni odgovoril. Člani Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica so se v sredo sešli na skupščini. V prostorih hotela Leonardo v Slovenski Bistrici so prisluhnili poročilo o delu v letu 2023 ter potrdili program dela in finančni načrt Združenja za leto 2024. Največji dogodek, ki nas v konec letošnjega leta, torej v novembru čaka, je 80. obletnica bolnišnice Jesen in organizirali bomo proslavo v osnovni šoli Jesen na Tinju. Mislim, da nam bo to uspelo. Prvi naslednji dogodek nas čaka v tej domačiji v Makolah, kjer je bila zažgana srce pri Makolah. Naslednji potem so, tako kot so se odvijali programi, torej talci, kar so največji dogodki v Mariboru, potem te spominske svečanosti na Frankolovem. In seveda čaka nas v letošnjem letu, verjetno proti koncu leta, tam decembra, še akademija v počastitev padca Pohorskega bataljona. Tako da drugih dogodki so še pa potem tehnika Mernik v Oplotnici. Seveda v vseh občinah, ki jih pravzaprav mi pokrivamo, to so Makole, Poljčane in Oplotnica in Slovenska Bistrica, se ti dogodki odvijajo. No, eden od večjih dogodkov je pa še 1. novembra v Gradcu na pokopališču, kjer so pokopani borci Pohorskega bataljona. Tako da zaenkrat v kratkem je tole strnjeno največ teh dogodkov, ki se bo letos dogajalo. Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica je v torek v športni dvorani Bistrica pripravila prireditev o prazniku zemlje. Na prireditvi so predstavili rezultate projektov Podnebni dan in dan brez zavržene hrane ter podpisali obnovljeno listino Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Listino so podpisali nacionalni koordinator programa Ekošola Gregor Cerar, podžupan občine Slovenska Bistrica in predstavnik Slovenije Bistriške komunale Modest Motaln, direktor javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica Boštjan Friedrich, ravnateljica Osnovne šole Pohorskega odreda Nadja Stegne in koordinatorici Ekošole Tina Čadeš in Bernarda Skrbiš. Več o namenu dogodka je povedala koordinatorica Ekošole na Osnovni šoli Pohorskega odreda Bernarda Skrbiš. Pravzaprav smo ob tem dnevu želeli združiti v bistvu vse tri pomembne datume v mesecu aprilu, in sicer je to dan zemlje, potem dan brez zavržene hrane, ki ga bo v bistvu potem tudi omenila in predstavila kolegica, in pa seveda ta podnebni tek. Želeli smo v bistvu združiti vse, ker je pravzaprav vse to, kar smo počeli in še počnemo in bomo počeli za naš planet. Mladi se zavedajo problematike, se mi zdi, da bolj kot pa starejši, in zato smo želeli to na nek način združiti. Mogoče so v celi situaciji oziroma v tej akciji tudi pripomogli kaj malo starši, ker smo združili tudi ta bistriški tek k temu in je bil temu tudi na nek način tudi so bili dodani tile metri posameznemu razredu učencev, ki so sodelovali. Zdi se mi zelo pomembno to, da ne pozabimo, zakaj smo tukaj, in da na nek način vzgajamo in pripravljamo otroke tudi na situacije, ki ne bodo vedno dobre, ampak da jih bodo znali reševati v svoji prihodnosti. Nekaj otrok iz vseh razredov in profesorjev telesne vzgoje je v dvorani odteklo nekaj krogov.
Prireditev so popestrili tudi s kulturnim programom. Ljudska iniciativa Glas upokojencev in društvo Inštitut 1. oktober sta pretekli torek v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici pripravila okroglo mizo. Gostje dogodka so bili kandidatka za evroposlanko Zala Tomašič, predsednik Inštituta 1. oktober in stranke Glas upokojencev Pavel Rupar in politični analitik Aljuš Pertinač. Udeleženci so govorili o položaju upokojencev in še zaposlenih oseb ter o načrtih Inštituta 1. oktober. Razpravljali so tudi o nekaterih ostalih aktualnih temah. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je minuli torek v sodelovanju z zgodovinskim društvom dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica v prostorih knjižnice izvedla predavanje z naslovom Rojstvo ameriškega organiziranega kriminala. Predaval je zgodovinar dr. Martin Bele, ki je povedal, da je ameriški organizirani kriminal star dobro stoletje in pol. Imate, torej, kar se reče carte blanche, ne? Torej, brezmejna pooblastila. Izvensodno lahko zapirate, lahko se aretira po 50 ljudi hkrati. Mafijo je treba iztrebiti, ne? Oziroma, kot dobi potem vzdevek je to, torej, železni prefekt. In Cesare Mori res aktivno nastopa proti mafiji tam nekje med letoma 25 in 29, ko je mafija, vsaj tako se zdi, popolnoma iztrebljena. V resnici je ogromno mafico pobegnilo čez lužo, nekateri so se pa potuhnili in tako ostane
do konca druge svetovne vojne, ko mafija spet dvigne glavo v novi deželi, kjer ni več fašizma. Ne? Torej, to se dogaja v stari domovini. Mafija v stari domovini še vedno je. V 90-ih letih zgodnjih 90-ih letih je izvedla eno serijo enih res senzacionalnih bombardiranj in umorov in tako naprej enih sodnikov. Tako da v tistem trenutku je bila italijanska javnost strašno proti mafiji, potem je vse skupaj potihnilo, v tem trenutku očitno še vedno so. Obstaja tudi eno gibanje, ki se mu reče addio pizzo. Pizzo je tista stvar, ki jo daš mafijskemu šefu vedno znova, da te pusti na miru. Ne? Torej, addio pizzo, zdaj kakorkoli je pač tisto zdaj efektivno ali ne. V glavnem v 90-ih letih je imela italijanska javnost mafijo strašno pred očmi, danes je tega malo manj, vsekakor pa stvar ni iztrebljena v stari domovini. V novi domovini pa je bilo v 19. stoletju, oziroma pred Prvo svetovno vojno, čas predvsem irskih uličnih tolp. Neka ulična tolpa je v Bostonu, je v New Yorku, nekje je, in na nekem svojem ozemlju izvaja neka kriminalna dejanja. In lokalni politiki pogledajo stran, dokler ko je čas volitev, ti tolpaši rečejo tak, zdaj te pa vsi volili za tega politika. In potem vsi ljudje spet izvolijo tega politika, ta politik reče, teh tolpašov ne bomo preganjali, zaradi tega, ker so nam pomagali, da smo bili izvoljeni. In to je taka neka simbioza med njimi. Ampak tik pred Prvo svetovno vojno je ta stvar malo preveč na očeh javnosti. Ameriška javnost enostavno ne tolerira več tega, da neki vodje nekih tolp podpirajo politike. In politiki nehajo podpirati te tolpe. In vodje teh tolp, Paul Kelly je bil Italijan, Monk Eastman je bil, mislim, da je bil angleškega rodu, gresta oba dva v zapor. Enostavno kar naenkrat nimata več protekcije strani lokalnih, newyorških v tem primeru, politikov. Kar naenkrat se začne krepiti mafija. V plezalnem centru Slovenska Bistrica je pretekli četrtek predaval vrhunski alpinist Luka Krajnc, ki je v zadnjih letih skupaj z Luko Lindićem eden glavnih protagonistov slovenskega in svetovnega alpinizma. Konec februarja sta v Patagoniji preplezala novo prvenstveno smer pot. Luka Krajnc je na predavanju z naslovom Dereze in Magnezij med drugim govoril o svoji odpravi v Tibet in prvem prostem vzponu v smeri Spomin v Pakli. Današnjem predavanju bi jaz predstavil 3 take odprave, ki so na mene kar dosti vplivale. Prva zgodba bo v bistvu iz Patagonije, moj prvi trip v Patagonijo leta 2013. Takrat sem jaz bil prvič v Patagoniji in sem se v tiste stene kar malo zaljubil. Potem je bilo ista leta še ena odprava v Tibet, ki je bila bolj snežno obarvana in je v bistvu dala en drug pridih tisti sezoni. Ta zadnja zgodba bo pa malo bolj topla, pa povezana z Paklenico, ko jo verjetno vsi poznate. Tako da, takrat smo v bistvu z Andrejem Grmovškom iz Maribora se odločila, da bomo šla decembra v Patagonijo, v Torres del Paine, v bistvu v Čile, kjer smo imela v bistvu rezerviran skoraj mesec časa. In Čile oziroma čilenska Patagonija je malo bolj odmaknjena od te argentinske in se v bistvu vso opremo in te zadeve treba prenesti do baznega tabora. Dogodek je organiziral plezalni center Slovenska Bistrica. V 25. krogu druge državne nogometne lige so gledalci v športnem parku v Slovenski Bistrici spremljali obračun med domačo KTM Impol Bistrico in Primorjem. Tekma med 4. in 7. uvrščeno ekipo prvenstvene lestvice je ponudila dober nogomet. Po 90 minutah igre sta se 11-terice razšle z delitvijo točk, bilo je 1-1. Vsekakor pa so zmago bolj potrebovali Ajdovci, ki so še vedno v igri, da si priborijo tudi vozovnico za prvoligaško konkurenco v prihodnji sezoni. Malo nam je šla ta zmaga, imeli smo lepe šanse in v bistvu nismo izkoristili te priložnosti, da bi ostali nekako zelo blizu vrha. Ni še nič končano, ampak malo smo spustili. Primorci so bolje začeli tekmo.
kajti priložnosti v 2. minuti, nato v 5. minuti in naslednja največja v 14. minuti so dale vedeti, da so prišli v Slovensko Bistrico drago prodati svojo kožo. Varovanci Gorana Stankoviča pa so odgovorili v 9. minuti Kuliš in nato v navezi Kuliš Tavares v 21. minuti. Marko Deronja je zato obrambo preprečil veselje Nika Jermola. V 39. minuti pa veselje domačih, za katerega je poskrbel Tomi Gobec. Da pa Ajdovci niso poravnali, gre zasluga domačemu vratarju Deronji, ki je mojstersko obranil strel Maticu Zavniku. Bistričani bi lahko na odmor šli še z 2 goloma prednosti, vendar Kuliš ni izkoristil lepe podaje Rozmana. Junak prvega dela in tudi tekme pa je bil prav gotovo domači vratar Marko Deronja. Zdaj moramo pač to zanalizirati. Ta točka je in dobra in slaba. Jaz osebno nisem zadovoljen z točko, sem pa zadovoljen z pristopom, da smo končno šli v tekmo moško, agresivno, tako kot se spodob. In sigurno je bil napredek viden, vsaj v segmentu igre. Tudi v drugem delu lep nogomet in veliko priložnosti ter zadete gostov, ki so poravnali na 1:1 v 54. minuti in to v režiji Gonzala. V drugem delu, ki so ga dobili gostje, je domači strateg v igro poslal kar vseh 5 rezervistov. Treba dati možnost tudi ostalim fantom, trenirajo, se borijo, iščejo svoje možnosti, tako da ni to spremenjena enajsterica. Vsi so del kadra in čez teden si zagotovijo minute na tekmi. Standardno dobro je srečanje odigral tudi domači kapetan Jaša Martinčič, ki bi lahko v 82. minuti spremenil rezultat na semaforju. Dobro pa je svojo minutažo v drugem polčasu izkoristil tudi Bistričan Domen Justinek, ki se je bistriški zasedbi priključil v spomladanskem delu prvenstva. Mislim, da svoj čas, ki ga dobim v bistriški ekipi, zelo dobro izkoristim. Sicer si še moram priigrati več minut in se potruditi in jih izkoristiti. Ozračje v ekipi je zelo dobro, vsi mi fanti se dobro razumemo in ja, verjamem, da se bo naši rezultati še izboljševali. Javni zavod za šport občine Slovenska Bistrica je že 21. organiziral bistriški tek po mestnih ulicah. Prav ta tek je tudi najbolj množična športna prireditev občini. 21. športnega praznika se je letos udeležilo več kot 1000 nastopajočih. Med njimi pa so bili v ospredju prav gotovo tisti najmlajši, ki tej prireditvi dajejo pomemben pečat. Kot je že običajno, so tek odprli otroci iz vrtca, kar pisana zasedba je letos v tem lepem aprilskem vremenu ponudila veliko užitkov. Kajti zmagovalci v tej kategoriji nastopajočih so bili vsi, ki so zmogli razdaljo 500 metrov in to po osrednjem stadionu v športnem parku. Seveda udeleženci niso izpustili obveznega ogrevanja pred samim štartom. Tek po stadionu je pa za veliko večino prvi stik s tekmovalnim nastopom in to skupaj z vrstniki. Da so lažje zmogli zadano nalogo, so jim pomagali tudi navijači, tokrat v prvi vrsti starši, dedki in babice, ki so dodobra napolnili tribuno na stadionu. Ko so pretekli 500 metrov, pa je sledilo olajšanje, osvežitev, sprostitev in podelitev priznanj za opravljeno nalogo. In kako je bilo na teku? Vredo. Fajn. Vredo. Skupaj z gojiteljicami pa so izrekli tudi bistriški tekaški slogan. Huja, bistriški tek! Z nastopom pa so bile zelo zadovoljne tudi vzgojiteljice. Zdi se nam pomembno, mi imamo šport v našem vrtcu vedno na prvem mestu. Tako da je zelo pomembno. Letos se je udeležilo zelo veliko otrok, ni še do zdaj toliko kot letos, tako da se veselimo in vzgojiteljice seveda tečemo z otroki in na tak način tudi izpolnjujemo promocijo zdravja v vrtcu. Otroci so komaj čakali bistriški tek, tudi so se pripravljali, tako kot vsako leto se udeležuje tudi naša enota. Organizacija je kot vsako leto odlična, tako da hvala lepa vsem. Odlična udeležba je bila v teku učencev in učenk, ki so se pomerili na 2 razdaljah, na 700 in 1300 metrov in to v 5 starostnih skupinah. Nastope med osnovnošolci so začeli letniki 2017 in mlajši.
med katerimi se je bil srditboj za zmagovalni oder. Podobna zgodba se je ponovila v letnikih 2015-16, kjer je teklo največ mladih atletov in atletin. Morda pa bo res izmed njih čez desetletje kdo dober atlet. Nekateri so že na štartu dokazali, da so na pravi poti. Zadnji nastopajoči na 700 metrov pa so bili učenci in učenke rojeni leta 2013-14. Bilo je kar tekmovalno, važno pa je bilo priti v cilj. Še bolj napeto je bilo na razdalji 1300 metrov, s katero pa so morali upraviti deklice in dečki 2011-2012. Na koncu pa so na asfalt mestnih ulic stopili dečki in deklice, ki bodo kmalu zapustili šolske klopi in odšli novim dogodivščinam naproti. Nismo naštevali zmagovalcev, vendar naj bodo čestitke vsem, ki so se uspeli povzpeti na zmagovalni oder. Osrednjega teka na 10 km se je v 21. izvedbi udeležilo več kot 120 tekačev in tekačic skupaj, in to v 8 starostnih kategorijah. Udeleženci so tekmo začeli na tartanski stezi stadiona, kjer so odtekli 900 metrov. Nato pa so 9100 metrov pretekli po mestnih ulicah. Morda kar pretoplo vreme za tekače je čakala razgibana tekmovalna proga. 3-krat so po njej tekli, da so nato prečkali ciljno črto. V absolutni konkurenci je najboljši čas 34 minut in 37 sekund postavil Jernej Markovc z Jesenic in prepričljivo pometel s konkurenco. Na teku je nastopil prvič. Ja, najprej najlepša hvala za super organizacijo. Sam dogodek je bil izvrsten. Zame prvič v Slovenski Bistrici in sem bil res pozitivno presenečen nad samo organizacijo. Super proga, še boljše vzdušje, že od začetka, z otroškim tekom na začetku, res pravo družinsko vzdušje in je bilo res užitek nastopati in tekmovati. Še lepše pa zmaga. V ženski konkurenci je absolutno zmago domov odnesla članica atletskega društva Štajerska Hana Košenina, ki je za 10 km potrebovala 40 minut in 59 sekund. Ja, vzdušje je super, navijači so tudi po celi poti in skozi spodbujajo, tako da je res ful dobra atmosfera in energija. Sicer je bilo malo vroče, se mi zdi, da še nismo toliko navajeni na to temperaturo, ampak drugače pa super. Drugi pa ta tretji krog, v bistvu tukaj, ko je ta vzpon, se pa že malo pozna utrujenost. Je pa po drugi strani v redu, zato ker na drugi strani je pa dol in lahko malo nadoknadiš razliko. Svojo nalogo na teku je oddelal tudi Bistričan Zlatko Šela, ki je bil 8. najhitrejši tekač, kar je bilo tudi dovolj za zmago v starostni kategoriji od 50 do 59 let. Zelo dobro, za 2 minute sem popravil lanski rekord svoj na 40-55. Zelo dobro za mene, za penzionista. V ženski konkurenci je svojo tekaško pripravljenost preizkušala tudi Bernarda Vertnik, ki prihaja iz Leviča. V absolutni kategoriji predstavnic nežnejšega spola je bila 14. Dobro počutje med domačimi ljudmi, med navijači. Vsako leto je več navijačev, pozitivno samo. Naj tako stane. Katero zapovrstjo sodelovanje na tem teku? Mislim, da je ne 10., ampak ne vsako leto. Zdaj 3 leta sem pa menda redno obiskovalka. Družinski tek je vsekakor velik izziv za posamezne družine. Teka se je udeležilo 22 družin, ki so morale skupaj kot družina preteči 500 metrov in skupaj priti v cilj. Ciljno črto so najprej prečkali člani družine Erker, in to v postavi Tomaž, Julijan in Eli. Druga je bila družina Stegne in tretja družina Durič. Prav všečno je bilo spremljati družino Kolar Pušnik, kjer je mamica Melanija tekla s hčerko Mašo in sinčkom Markom. Lepote 17. štafetnega teka pa je letos doživelo 18 štafet, ki so se po letih na posamezno 3-člansko zasedbo bili kar pisana druščina. Vsak član ekipe je moral preteči 1400 metrov, nekateri hitreje in bolj tekmovalno, drugi pa važno je biti zraven in se imeti lepo. In prav 21. bistriški tek je pokazal, da so takšna druženja izredno pomembna, tako tekmovalno kot navijaško. Je pa tudi dokaz organizatorjem, da takšne prireditve samo povezujejo. Tega se dobro zaveda tudi direktor Zavoda za šport Boštjan Friedrich.
Letos smo spremenili štart glavnega teka, predstavili smo ga v bistvu vmes med otroške teke, kar se je pokazalo kot zelo uspešna poteza. Vidimo, da dejansko imamo danes množico ljudi čez vso prireditev, kar je tudi bil naš cilj. In lahko res samo uživamo in gledamo te nasmejane obraze, ki zapuščajo danes to prizorišče. Ne morem mimo teh nasmejanih obrazov, otroci iz vrtca in osnovne šole so nekako rdeča nit te bistriške uspešnice. Ja, res je. Ti teki dajo teku dušo in res smo veseli, da se tradicija nadaljuje, v bistvu, da jo nadgrajujemo iz leta v leto in želja je seveda v naslednjih letih tudi to še nadaljevati in nadgrajevati, tako da smo zelo, zelo veseli.